Dober večer, vsem skupaj, dober večer. Dober večer. Ja, lepo je, da smo se nocoj spet zbrali na našem 146. Zoomu. Vse vas lepo pozdravljam, hvala, da smo si tole pogledali, ne? Ta film, ki je v dno duše boleč za vse tiste, ki so se cepili, so dobili posledice in so se hoteli še drugič, na kar so bili izločeni iz družbe. Torej, to je ena posebna zgodba. Jaz bom to kasneje objavil na Rumble, če boste želeli podeliti s komu, ki je imel podobne situacije. Se pa zdaj v Sloveniji dogajajo velike tožbe, tako da če se hoče kdo priključiti oziroma izvedeti, kako je s tem, če so kakšne težave ali če koga poznate, je na tem 146. mailu, ki sem vam ga poslal. Če boste prelistali kar precej dol v nižino, boste videli, da so napotki z odvetniki, ki so imeli v Celju sestanek, imate tudi elektronski naslov, lahko podelite z prijatelji, znanci, ki jih poznate, ali pa če ima kdo od vas tudi kakšne takšne probleme in si tam preberete navodila. Nekaj se je začelo v Sloveniji končno premikati. Hvala Bogu, a ne? Dobro. Jaz bom zdaj naredil share tega našega zaslona, tako da bomo si skupaj pogledali tole naš program, potem pa kar začnemo. Samo sekundico, da si jaz tole to nastavim. Evo, to je naš 146. Zoom. Kar precej smo že imeli našega izobraževanja. Še enkrat vsem prav prisrčen pozdrav na tem nocojšnjem srečanju, kjer širimo znanje in spreminjamo življenje. Dajemo koristne informacije, da bi se naša življenja uredila na poti k sreči, po katerih hrepenimo. Sedaj, ko smo si pogledali tale film, bi vas spomnil, da imamo na koncu intervju našega srečanja po predavanju predsednice Indoktrinirani možgani. Če kdo koga pozna, da bi ga to zanimalo, to bo čudovita zadeva in sicer z naslovom Kako se uspešno ubraniti globalnega napada na vašo duševno svobodo, indoktrinirani možgani. Tukaj je primer, kako Svetovna zdravstvena organizacija gnusno indoktrinira možgane. Imate tukaj en video, ki ga plačuje Svetovna zdravstvena organizacija, prav tako pa tudi dr. Petra Hoteza, in ko človek to posluša, je to propaganda, ki nima več smisla z medicino. In po tej propagandi, lejte, jo prenesejo v medicinske fakultete in na medicinskih fakultetah prav tako poučujejo to propagando, ker mora biti seveda v skladu z javnim mnenjem, s propagando, z zdravniki, in ko prideš k zdravniku, je kot da bi poslušal večerna poročila o virusih. Ne? Žalostno. Tukaj sem napisal tudi tale članek in splača se to prebrati. Kar se tiče zakona o dolgotrajni oskrbi, nismo vaši obiskovalci, čakamo na vašo posteljo. Takšna je zgleda ta prihodnost, ker se domovi za starejše občane praznijo. Vse hočejo preseliti na naš dom, okupirati našo energijo, naša življenja, naše finance in naše zasebno življenje in premoženje. Tako da ne dajmo se, kar se tiče teh odločb, ki so prihajale, nikakor ne plačujte sodne takse, zaradi tega, ker je na neustavno, se to ne plačuje. Hkrati, če plačate, ste naročnik tožbe in potem ima ZZZS pravico do ustavne pritožbe. Teh trikov se poslužuje državna uprava, kar je skrajno nepošteno. Torej, dokumentarni film Spregovorili so cepljeni, ki smo si ga ravno kar ogledali, so ljudje, ki postajajo zgolj anekdote, pravljice, ki so morda poučne, so se zgodile ali si niso, država pa vse to ignorira. Se pravi, kar se tega tiče, zdaj pa k našemu zapisniku iz našega 145. srečanja z dne 6.1.2023. Imam samo vprašanje, ko ste prebrali ta zapisnik, ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik z dne 6.1.2023, ki smo ga dali tukaj v objavo. Tukaj ne. Je v redu?
Ok, hvala lepa. Ugotavljam, da je zapisnik 145. srečanja Društva Beli enoglasno sprejet brez pripomb, tako da hvala lepa. V nadaljevanju ne spreglejte pogovornih torkov, to imamo redno, tukaj je program, ki je osvežen po pripravljenem urniku. Program, če bodo aktualne stvari, seveda ga bomo tudi delno spremenili na aktualne stvari, sicer se ga bomo pa skušali držati. Jaz bom kmalu po tej predstavitvi vam predstavil danes slovensko dvolično zakonodajo, zakonske luknje, nesmisli, smešnice in posledice. Tukaj imate navedene zakone, ki sem si jih malo pogledal, zbral skupaj skozi zgodovino, izkušnje, par stvari zapisal, par primerov tudi. Tako da bomo to v prvi uri skušali podati, potem bo pauza, v drugem delu bomo naredili razkrinkano politična gesla in danes bomo dekodirali aktualna politična gesla. Vsaka politična obljuba in vsa politična gesla so laž. Potem bo imela Iveljana, resnica osvobaja in osrečuje, potem pa seveda indoktrinirani možgani intervju, ki nam bo veliko novega povedal, je pa čisto sveža zadeva. V nadaljevanju seveda vam predlagam ta razširjeni program, da si ga pregledate. In pa še ena novica, ki vas bo mogoče razveselila. Odvetniki pri Door to Freedom in Justicija Movimento Europe so pozvali direktorat Evropske unije za zdravje naj odgovori na dodatna vprašanja v zvezi s pristojnostjo Evropske unije za pogajanja Svetovno zdravstveno organizacijo WHO. Namreč ugotavljamo, da Evropska unija sploh ni članica WHO. Ima omejene pristojnosti, na podlagi katerih lahko zastopa svojih 27 držav članic. Države članice, nekatere seveda so članice WHO, ampak Evropska unija kot skupnost pa ni. Kajti Evropska skupnost tudi ni država, Evropska skupnost je društvo skorumpiranih evropskih voditeljev in društvo ima vedno oblast nad državo in zdaj to društvo nam preko uredb urejuje državo nazaj noter. Se pravi, namesto da bi mi vodili naše predsednike, so se zbrali v neko društvo Evropske unije in zdaj ta Evropska unija preko tega društva nadzoruje samo sebe in zbira denar od nas, davkoplačevalcev, v to društvo Evropska unija, ki se imenuje, in s tem denarjem nam nazaj pošiljajo seveda razne uredbe, razne ne vem kaj, in potem morajo seveda država vsaka za sebe te uredbe kao spoštovati. Veste, kakšna igra je to? Jaz, ko sem si naredil skico, nisem mogel verjeti. Premeteno do konca. Dobro, tukaj čakajo, potem seveda tukaj je ta dokaz, da so to vložili, vidite. In Door to Freedom, tukaj je še celo njihov originalni dopis. 15 dni se čaka zdaj na odgovor Evropske unije, kaj bodo napisali. Jaz sem šel preverjati in Evropska unija zares ni članica WHO. In poglejte, kaj se nam delajo. Tukaj komediji predstavljajo, poglejte, kako lahko predstavijo propagando, belo na črnem, ostalo pa zanemarijo in tako je danes. Tako da medije, izbirajmo informacije tiste, ki so prave. Tukaj pa je, pridružite se tožbi, če imate COVID težavo, stvari stojijo zdaj tako in to si boste prebrali sami. Bi vam pa še to kaj povedal, objavil sem, danes sem dobil en članek od naše članice, ki ga je sestavila gospa Vesna Godina, in sicer zdravniška in sodniška stavka sta samo preoblečeni pohlep elite. O eliti smo govorili pa prejšnji teden. Sodniki sporočajo, da bodo neodvisni le, če bodo dobro plačani, kar pomeni, da je njihova neodvisnost plačljiva in kupljiva. Preberite si to, ker je odličen prispevek. In pa še zadnja novica, kar vam želim povedati, za vse tiste, ki niste do sem se uspeli pribiti. Ustavno sodišče zapira vrata sončnim elektrarnam na rodovitni zemlji. In sicer Bolgarija je sprejela včeraj ustavno sodišče. Vrhovno sodišče je v bistvu odločilo, da je postavitev agrofotovoltaike na obdelovalnih zemljiščih, ki se uporabljajo za proizvodnjo sončne energije in kmetijskih proizvodov na istem območju, neustavna. Tako da to je, kar se tega tiče. Glejte, veliko novega, predlagam seveda, da si to preberete, da se seznanite
z vsem tem in shranite te novice in imate kar čez cel teden kar dobro čtivo.